Pozdravljeni. Moje ime je Aneta Trajanov, sem docentka in predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti in direktorica študijskega programa Gospodarski inženiring druge stopnje. Moj namen danes je vam predstaviti študijski program druge stopnje. Gospodarski inženiring je interdisciplinarni študij, tako na prvi kot na drugi stopnji, ki vključuje področja, predmete iz področja menedžmenta, ki se ukvarja s povezovanjem ljudi oziroma njihovih znanj in sposobnosti ter organiziranje dela za učinkovito in ekonomično doseganje ciljev, ter iz področja tehnologije, ki se ukvarja z uporabo orodij, tehnik, spretnosti, sistemov ali metod pri reševanju problemov. Zato gospodarski inženir bo znal povezovati teh dveh področij, menedžmenta in tehnologij, bo znal v podjetjih skrbeti, da procesi potekajo čim bolj učinkovito, bo lahko predlagal in vpeljeval izboljšave od identifikacije problemov do rešitve, bo lahko sledil tehnološkemu razvoju in novosti smiselno prenašal v prakso in bo kompetenten sogovornik strokovnjakom različnih strok. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant študijskega programa Gospodarski inženiring druge stopnje, je magister ali magistrica gospodarski inženir oziroma gospodarska inženirka. Študij traja 2 leti, kjer so predavanja v blokih v popoldanskem času. Največja značilnost tega študija je, kot sem omenila, interdisciplinarnost, kjer se povezujejo tehnološke, ekonomske in organizacijske vsebine, je velik poudarek na uporabi pridobljenega znanja, od reševanja problemov, od zamisli do rešitve v praksi. Značilnost je tudi, da se študentje usposabljajo za delo z ljudmi in za sodelovanje, preko poslovnega komuniciranja, motiviranja in preko skupinskih projektov. Študentje se tudi pripravijo za delo v mednarodnem kontekstu preko različnih vsebin predmetov, izmenjav tujih študentov in gostujočih profesorjev. Študij druge stopnje vsebuje obvezne predmete, obvezne izbirne predmete in ostale izbirne predmete. Izvajanje študija je v popoldanskem času, obvezni predmeti so v prvem semestru, medtem ko izbirni predmeti se izmenjujejo v 2-letnih ciklih. Študij ima koncesijo, kar pomeni, da študentje ne plačajo šolnine. Zelo smo prilagodljivi različnim pogojem, ki jih imajo študenti za študij, kot so na primer študenti športniki ali zaposleni. Ker se zavedamo pomembnosti informacijskih tehnologij v vsakdanjem delovanju organizacij in v poslovnih okoljih, imamo zelo velik poudarek na uporabi informacijskih tehnologij pri študiju. Študij sledi trendom in novim načinom študija, tako da uporabljamo virtualne učilnice, snemanja predavanj, imamo obiske podjetij, diskusije in reševanje praktičnih problemov preko projektov. Program sledi razvojnim trendom in potrebam podjetij, kot so digitalizacija proizvodnih in poslovnih procesov, aktualizacija vsebin in internacionalizacija. Zato ponujamo zelo raznolike in zanimive predmete, kot so internet stvari, odkrivanje zakonitosti v podatkih, uvod v sodobne tehnološke sisteme, sodobni materiali, delavnice iz poslovnega komuniciranja. Največja prednost tega študija je, da se trudimo študente spodbujati k učenju skozi konkretnih primerov. Zato imamo 2 predmeta, projekt 1 in projekt 2 v prvem in drugem letniku študija. Projekt 1 je skupinski projekt, kjer so vključeni vsi študentje prvega letnika
In glavna izhodišča skupinskega projekta so learning by doing, interdisciplinarnost, kjer študentje uporabljajo vsa znanja, ki so jih pridobili do tega trenutka iz področja tehnoloških znanosti in organizacijskih znanosti, uporabijo tudi svojo kreativnost pri reševanju konkretnih problemov in pri organizaciji projektnega dela. S tem pridobijo tudi izkušnje dela na kompleksnem projektu, ki simulira tudi realno delo v interdisciplinarnem in mednarodnem poslovnem okolju. Projekt 2 je individualno projektno delo, ki ga študentje izvajajo v 2. letniku svojega študija in predstavlja izhodišče za njihovo magistrsko delo. Poklic gospodarskega inženirja je v tujini prepoznan kot eden od najbolj perspektivnih poklicev, in zato so naši diplomanti tudi zelo zaposljivi. Zaposljivost diplomantov poslovno-tehniške fakultete v letu po zaključku študija je izjemno visoka. Na prvi stopnji je več kot 95%, na drugi stopnji je več kot 96%. Veliko interesa je predvsem v podjetjih, ki že zaposlujejo gospodarske inženirje, študentje pa imajo zelo širok nabor različnih kariernih poti, prav zaradi interdisciplinarnosti študija, ki jim ponuja širok spekter znanj in kompetenc. Ponujamo tudi možnosti za izmenjave in prakse v tujini, ponujamo pomoč v vseh fazah od odločanja do izvedbe. Naš študijski program je tudi mednarodno primerljiv in imamo že podpisane sporazume za izmenjave z različnimi državami. Za več informacij, mnenja in izkušenj naših diplomantov in študentov si lahko ogledate tudi posnetke okroglih miz, ki so na YouTubu. Z informacijo o vpisih lahko obiščete našo spletno stran in nas kontaktirate. Upam, da se vidimo. Pozdravljeni, sem Bogdan Filipič in delam kot raziskovalec na področju inteligentnih računalniških sistemov. Na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici pa predavam predmet optimiranje virov in procesov. Predmet izvajamo na študijskem programu 2. stopnje gospodarski inženiring. Gospodarski inženirji se pri svojem delu pogosto srečujejo s potrebo po optimiranju. Pomislimo samo na iskanje optimalnih razporedov pravil v proizvodnji,
najcenejših transportnih poti ali kompromisov med stroški in kakovostjo izdelka ali storitve. Pri predmetu se bodoči gospodarski inženirji naučijo prepoznavati in formulirati optimizacijske probleme in se seznanijo z izbranimi matematičnimi metodami in računalniškimi orodji za njihovo reševanje. Optimiranje virov in procesov se navezuje na več drugih predmetov v našem študijskem programu, med njimi na odkrivanje zakonitosti v podatkih in metode in sisteme za podporo odločanja. Študenti vedno znova presenečeno ugotavljajo, kje vse so te metode uporabne v praksi. Nekateri se odločijo pridobljeno znanje poglobiti tudi pri pripravi magistrskega dela. Kot primera lahko navedemo nagrajeno delo o ocenjevanju kakovosti izdelkov z napovednimi modeli in minimizacijo izmeta pri izdelavi kovinskih ohišij aparatov. Če torej pri odločanju za študij nihate med tehnično in poslovno usmeritvijo, utegne biti vaša optimalna izbira prav študij gospodarskega inženiringa. Z njim pridobite komplementarna znanja z obeh področij, kar je zelo cenjeno pri delodajalcih in dobrodošlo tudi na samostojni podjetniški poti. Lepo pozdravljeni vsi in dobrodošli na to okroglo mizo o gospodarskem inženiringu. Moje ime je Aneta Trajanov, sem docentka in predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti in bom danes vodila to okroglo mizo skupaj s kolegico Nives Štefančič, ki je vodja kariernega centra na Univerzi v Novi Gorici. Kot veste, se bomo pogovarjali o gospodarskem inženiringu in o poklicu gospodarski inženir, ki je dokaj nov poklic, je zelo interdisciplinaren in zajema različne znanosti in vede, kot so tehnične, organizacijske in ekonomske vede, in ker je ponuja tako široke kompetence, bi lahko rekli, da je tudi poklic prihodnosti. Danes so z nami trije gostje, diplomanti Poslovno-tehniške fakultete in gospodarski inženirji. To so Timotej Kompara, ki dela v podjetju Vitanes d. o. o., Kristjan Čujec, ki dela v Hidrii, in Aleš Humar, ki dela v podjetju Male Electric Drive Slovenija. Mene zanima, zakaj ste se odločili za študij gospodarskega inženiringa in kako vidite svojo odločitev danes? Je treba vedeti, da ta študij je narejen, vsaj kolikor jaz vidim, zato, da je zaposljivost res velika, da na vsakem področju, z vsakega področja nekaj dobiš, nek vidik, in tako lahko potem tudi nekako razumeš različne službe in jih povezuješ te službe med sabo. Tako da vsaj, kar se z mojega vidika tiče, jaz sem zelo zadovoljen s tem študijem. Se mi je zdelo ta predmetnik zelo zanimiv. To je bilo potem bližina doma, jaz sem iz okolice, tu iz Renč, tako da mi je pašala bližina in tudi število študentov na fakulteti je bilo manjše, kar mi je zelo ustrezalo. Ne vem, na ekonomski bi bil recimo eden izmed 300 verjetno in tukaj so bili manjši razredi in to mi je kar ustrezalo, se je lahko profesor dosti bolj posvetil z nami in nisi bil samo ko ena številka, si bil dosti lepše obravnavan in si lahko se marsikaj pogovoril s marsikaterim profesorjem in dobil tiste znanja, ki si ga želel. Jaz bi še to dodal, da kar sem mogoče prej pozabil, je da ta dostopnost profesorjev, da to je res ena izmed večja dodana vrednost tega študija. Dejansko, kar je rekel Timotej, ja, na tistih velikih faksih si ti številka, tukaj se pa dejansko se ti nekdo posveti in ti v bistvu te usmerja na neko pot in ti pokaže, kaj dejansko sploh on zahteva in zakaj je to dobro, da to znaš. Kot smo rekli, je gospodarski inženiring in poklic gospodarskega inženirja še vedno nov in ne toliko poznan.
Pa me zanima, kako vas sprejema vaša okolica kot diplomanta interdisciplinarnega študija, ko rečete, da ste gospodarski inženir. Kaj drugi mislijo o tem? Bom kar jaz začel. No, po pravici je povedano, pred leti je bil ta študij z vidika okolice precej podcenjen, ampak se trenutno stanje zelo izboljšava. No, vedno več je gospodarskih inženirjev, ki se tudi na veliko delovnih mestih in njihova vloga se tudi že precej pozna, tako da tudi precej bivših študentov gospodarskega inženiringa je že na vodilnih položajih v podjetjih, ker današnja vse večja podjetja potrebujejo na vodilnih mestih kadre z multidisciplinarnim znanjem in ne le z ozkim znanjem. No. Pa vendar mislim, da je vsaj na Hidri v Tolminu gospodarski inženir naredil velik preboj na področju kakovosti. Tu smo namreč 5 zaposlenih, ki je naredilo prvo stopnjo oziroma dela drugo stopnjo. Tudi vodja kakovosti naše lokacije ima narejen je gospodarski inženir. Tako da na področju kakovosti, ker je vodja kakovosti je gospodarski inženir in nekako prepozna, da je ta študij v bistvu zelo dober za nekega kakovostnika, pa to govorimo ali na področju dela z dobavitelji, ali za interno kakovost, ali za kakovost do kupca. V glavnem, ja, je prepoznan poklic. No. Dostikrat manjka ta komunikacija, ne, med nekimi specifičnimi službami v podjetju in zunanjimi, ali pa tudi interno, ne, med kakšnim vodenjem projektov. Se pravi, da gospodarski inženirji ste kot neko vezivo, kot neki vezni člen med enim oddelkom, drugim oddelkom, tako da... Ja, jaz to vsaj tako razumem, oziroma vsaj to trenutna moja vloga je na taki ravni, ne, zdaj mogoče, ne vem, Aleš ima kakšno drugačno, ko bi rekel, mogoče samo malo drugače organizirani. Če lahko se vključim, ne, mislim, da v celem tem našem svetu zelo podobno, no. Tako da, ja, pri nas je enako, no, ponavadi običajno tako razvoj nekaj nariše, dobavitelj tega ne zmože narediti. In potem mi imamo tako imenovano team feasibility commitment, kjer se pregleda, kaj je dobavitelj zmožen, kaj smo mi narisali in potem se komentarje, mora biti na popravke res in tako dalje. In ja, to je tudi naša naloga, no, kot tudi vaša, no, da to uskladimo, da potem imamo izdelek, kaj lahko prodamo kupcu na koncu. Če ne, jaz bi se zahvalila Kristjanu, Timoteju in Alešu za to, da so bili naši gosti in da so delili svoje izkušnje študija na Poslovno-tehniški fakulteti. Srečno tudi naprej in želim vam lep dan in lep vikend. Pozdravljeni, sem Marko Bohanec, redni profesor za področje računalništva. Na Univerzi v Novi Gorici, Poslovno-tehniški fakulteti, predavam na 2. stopnji gospodarskega inženiringa predmet z naslovom Metode in sistemi za podporo pri odločanju. Kot pove naslov, se ukvarjamo z odločanjem, z izbiro neke variante, po možnosti najboljše, ki jo imamo v danih okoliščinah. Pri tem predmetu nas zanimajo predvsem odločitve v poslovnem okolju. In tukaj se učimo veščine, ki so zelo pomembne za gospodarske inženirje in za druge odločevalce v podjetjih, da se odločajo na ustrezen, pameten način in da dosegajo čim boljše rezultate. Problemi so zelo široki, različni, recimo izbira poslovnih partnerjev, investicije, izbira dobaviteljev, kadrovsko odločanje in podobno. Pri predmetu se učimo, kako pravzaprav razpoznati odločitvene probleme, kje videti njihove karakteristike, zato da se jih potem lahko ustrezno lotimo. Potem se učimo metode, po kakšnih korakih rešujemo takšne probleme na sistematičen način.
Uporabljamo pri tem lahko različne modele, odločitvene modele, kot so odločitvena drevesa, večkriterijski modeli in podobno. In nenazadnje se učimo uporabljati programsko opremo, ki nam lahko pri tem pomaga. Bistveno je, da je vse skupaj zelo praktično usmerjeno. Vsa ta znanja poskušamo uporabiti na konkretnih primerih iz prakse. In zelo pomemben del tega predmeta je tudi seminarska naloga, ki šteje za izpit, kjer si lahko vsak študent izbere svoj odločitveni problem, ki ga teži, ki ga pozna, bodisi v osebnem življenju, družinskem življenju ali pa v poslovnem okolju, s katerim je na tak ali drugačen način povezan. Vsekakor je tudi izbira študija pomembna odločitev in tukaj vam iskreno želim, da se odločate pametno in premišljeno po eni strani, po drugi strani pa tako, kot si želite, kot vas zanima. In tam, kjer je zanimanje, tam so tudi odločitve lažje in ponavadi pravilne.